Živijo, evo, sreda je in čas je, da odgovorim na vprašanje, ki ga je imel nek starš na predavanju Najstnik je 11.0. In sicer vprašanje je, kako doseči razumevanje in podporo med sorojenkama. Ena stvar bo vedno veljala tukaj. Vedno je, bodimo z zgledom. Se pravi, najprej pogledamo, ali imam jaz takšen odnos, oziroma ki si ga želim s svojim bratom ali sestro. In če ne, naredim nekaj glede tega, zato da svojim otrokom pokažem, zakaj je pomembno imeti dober odnos s sestro. Če se vi kar naprej kregate ali pa grdo gledate ali pa ne kažete res bližine, zanimanja in da je tu nekaj smiselnega, potem bodo tudi otroci tako videli svojega sorojenca. Druga stvar, ki se je pomembno zavedati, je, prvi otrok je imel 100% pozornost staršev, vsak naslednji ne bo imel več v takšni meri, ki je imel prvi, in naravno pride do tekmovanja za to pozornost. Kar se več ali manj zavedamo vsi, kar se pa ne zavedamo je pa, da nenamerno lahko spodbujamo to tekmovalnost, s tem, da govorimo, ti si lepši, ti si boljši, ta je dober, slab, priden, poreden, prav, narobe in tako naprej. V mojem primeru je bilo tudi tako, ki sem bil star 8 let, se je oči me preverjal ali znam pesemco ali ne. In jaz sem se pesemco učil, šel do očija, zraven njega je ležal brat na njemu, ga je zanimalo, mu je bilo zanimivo in sem recitiral. In sem se zmotil in sem se šel nazaj v sobo učiti in se spet učim. Pridem, evo zdaj znam, sem se zmotil in tu sem redel ene 5-krat, 6-krat, 7-krat. Nakar, ko prijem 7, se zmotim, moj brat pa dokonča pesmico. On se je pa naučil iz tega, ker sem jaz govoril. In je oče rekel, vidiš, tako moraš, kaj jaka. In se prav spomnim v momentu, sem bil jaz tako, mali, ti misliš, da si pametnejši, boš zdaj videl večjega brata. Takrat naprej je bil fajt med nama, za vse sva tekmovala, jaz sem vedno pokazal, da sem močnejši, da sem boljši, bolj pameten, če se ga je le dalo, sem ga postavil dol, če se je le dalo, sem nagajal. Prišlo je tudi do vojn takih, da sva si metala nože, sekere v glavo, ker staršev ni bilo doma, pač fantje lahko rečemo, a ne. In nisva zadela očitno, brez skrbi, noben se ni poškodoval, ampak je letelo, stene so pa bile malo naluknjane. Kakorkoli, kaj bi zdaj lahko se tle zgodilo, karkoli mi naredimo nek ukrep, da zdaj popravimo, otroka se ne razumeta, z njima je nekaj narobe, zdaj moramo mi to popraviti, ponavadi ne deluje. Ker ne nagovoriš jedra, ne nagovoriš vera, od kje se je to začelo. Sprav, kako to lahko naredimo je, da pogledajte v življenje svojih otrok in se spomnite, od kdaj naprej se ne razumejo več. Ker nekaj se je moglo zgoditi, ker ni to kar iz nič, ker brez nič ni nič. In če se boste spomnili, ne vem, pa res, takrat sta pa po tistem vikendu, po tistem morju ali pa od tistega dogodka naprej, je pa nekaj drugače. Poglejte, ali ste bili vi vključeni noter, ali je bil partner, ali sta bila kje na počitnicah, ali šola v naravi, karkoli. Pol jih pejte pa vprašajte, kaj se je takrat zgodilo. Ker do tistega momenta je bilo med vama dvema sta se dobro razumela, od takrat naprej pa ne več. In meni se je nekaj zgodilo. In če ste pa slučajno vi nekaj naredili, da vi prepoznate, se pa pač opravičite. V tem mojem primeru bi bilo najbolj efektivno, če bi oče rekel, fanta, res sem to rekel in to ni bilo fair, ker sem s tem tebe, Jernej, naredil mehkega, čeprav sem hotel dobro, ta-malo sem pa povzdvignil, čeprav ni imel nobenih slabih namenov in ni hotel izpadeti boljši in tako naprej. On je pač sem znal, pa je povedal, 6 let star otrok. In bi me pol vprašal, kako je bilo za tebe, jaz pa pač ko sem se počutil v drugem momentu, bi najverjetneje jaz odpustil, rečemo temu očiju in bratu in bi drugače videl celo zadevo. Ker tako delujejo stvari, ker danes delujem jaz na tak način, to je edino efektivni način, da nek odnos, rečemo temu, zaključiš, kar je bilo, postaviš preteklost v preteklosti in da je zdaj nekaj novega možnega. Drugače pa še en pristop, ki ga tudi jaz uberam, je, da v naši hiši so ene vrednote, kakor je spoštovanje, ljubezen, in če to kdorkoli krši, v smislu krši se tega ne drži, takoj nagovorimo in ne toleriramo tega, ne toleriram tega. Tudi če jaz to naredim, takoj upravičiti, kaj boš naredil v bodoče, da ne boš, če se ponavlja, včasih je treba več trening, stvari trajajo, nič se ne zgodi v momentu, ni v momentu prišlo in zdaj bo v momentu šlo, je nek proces, ki je peljal do tam in tle je isto, Tako da, recimo, in tega ne toleriramo in če se obnašajo nespoštljivo, nek primeren ukrep, kakorkoli za njihovo starost. Najbolj tudi velja, ko dajete ukrepe, da njih vprašate, če boš to še enkrat naredil, kakšen ukrep si daš. In pol
itak ponovadi pretiravajo, tako da je ful zabavno. Takrat morate samo stati za tem, da se to zgodi. Pa predstaviti otrokom, da vedva sta celica, ke bova jaz pa partner ali pa partnerka enkrat šla iz tega sveta, bosta vedva ostala. In kvaliteta življenja bo zelo močno zavisela od tega, kakšne odnose imaš z bratom pa sestrami. Lahko se pretvarjaš, da jih ni, kakorkoli ne deluje, vsi vemo, da ne deluje. Ker veš, da je tam in so ti pomembni ljudje. Ker ko smo se rodili ali pa so se oni rodili, je prišel nek stik tam, ki ga ni mogoče kar prerezati. Je pomembno, da imamo ljubeče, podpirajoče, razumevajoče odnose z sorojenci. Še enkrat, pokažite Vitu, povejte jim, da tega ne boste tolerirali in če ste še malo zmedeni, knjiga Trije koraki do boljših družinskih odnosov, napisana iz vidika starši do otrok, otroci do staršev in partner s partnerjem. Za mene osebno in za našo družino je tu Biblija, ki jo delamo skozi in vsak, ki je do zdaj delal, je rekel, da deluje. Pa je kupite, ni draga, 10 evrov, zraven dobite še klic z našo ekipo, lahko bolj konkretno pogledamo, kakšen izziv imate, pa vam svetujemo oziroma podpremo naprej, ali pa če se bi odločili za mentorstvo v kakršnikoli obliki, smo na voljo. In še checkliste pridejo zraven, to pa pomeni, da res lahko sledite, ali ste naredili te 3 korake vsaj 21 dni, pa pol vidite, ali deluje, ne pa en tak lušen planerček za bonus v knjigi, ki je pa, da preživite čas z vsakim družinskim članom 1 na 1, pa je noter razloženo, zakaj je to pomembno in kako to početi in tako naprej. Tako da to je to, rad vas imam. Moj kontekst, če ste prišli tle do konca videa, res vam hvala. Drugič vam povem na začetku, moj kontekst v življenju je, da so ljudje svobodni in ljubeči in verjamem, da prihodnost sveta zavisi od miselnosti mladih in to je to, iz kjer jaz delujem. Lep dan, lep večer še naprej, pa se vidimo, slišimo, tipkamo, kakorkoli komentirajte, če vas karkoli zanima, pišite. Tle sem, da podprem najstnike in starejše ljudi okrog njih, kogarkoli, starše, učitelje in za life tako deluje. Bodite fajn. Čau.